zamudil, nisem bil daleč. Šel sem v pisarno pogledat na računalnik, katerega leta je bila prvič v našem domu Marjetka Popovski. Kdo gane? Kdo gane? Danes je 10 let. To je 10. leto 2016 je prvič zabeleženo, da je bila Marjetka pri nas v našem domu v kroniki. Tako da je dokumentirano, in smo strašno veseli, vsi vemo, pri nas še visi zastava, praznik 9. maj, dan zmage. In Marjetka nas že 10. leto obiskuje na tako pomemben praznik. Veseli smo te, Marjetka, veseli smo tvoje ekipe. Pa še eno veliko presenečenje, verjetno še niste slišali vsi. Gospa Marjetka je prejemnica zlate plakete. Na državnem nivoju, tudi Marjetka pridi bliže, da se tudi zatoskamo še. Pa nam pokaži plaketo, katero si zaslužila s 30-letnim delom. Najprej bom prav lepo pozdravila, dragi prijatelji, ker v 10 letih, kar se srečujemo, res postaneš kar prijatelj in bližnji in leto je hitro naokoli, meni se zdi, da je šlo hitro. In veseli smo, da smo lahko spet med vami, prinašamo lep pozdrav iz sončne Primorske, ampak smo dež prinesli. In letos sem bila res prav počaščena, kajti na predlog predsedstva Zveze borcev za narodno-osvobodilno borbo Slovenije sem prejela res za 30 let petja zlato plaketo. To je ta zlata plaketa. In pa tudi tako tako zlato značko. Kar pa seveda ne pomeni, da je to lovorika, na kateri končaš, ampak je to še večja vzpodbuda, da pojemo, vzdržujemo našo lepo borbeno partizansko pesem. Kajti partizanska pesem, pravim jaz tako, je bodrila mnoge borke in borce, mednarodno-osvobodilno borbo in je partizanska pesem, saj veste, kolikokrat ječala, ko so padali borke, borci, naši junaki, naši heroji, pa tudi kako se je glasno slišala, ko je bila izbojevana svoboda, pa tudi lep praznik, 9. maj, dan zmage zaželim. Pa ne samo to, letos je tudi 85. obletnica osvoboditve in pa seveda 9. maj, dan zmage, tudi v Ljubljani in praznik Ljubljane. Vam čestitamo. Res je vse. Marjetka je neutrudna, dobro zgleda, ne? Kad bi vsaj vi vedeli, koliko je ona v zadnjih dneh svojo ekipo prepotovala po celi Sloveniji, tudi na Hrvaškem, v Fažani so nastopali pri Brionih, pa v Prekmurje, pa Ljubljana. Skratka, hvala Marjetka, da si vedno vzamaš čas za nas, zdaj pa zapojemo skupaj. Pa še tebe ne bo. In da sem prišla sem v vaš dom, je bilo tako. Imeli smo naročen koncert partizanskih pesmi na 9. maj in sicer na tržnici. Na tržnici in je bil dež. Nam je bilo tako težko odpovedati in potem gospa Boža je to nekje zasledila in nas povabila v vaš dom, da lahko tukaj pri vas naredimo ta koncert. In tovarišica Boža bom rekla, to je že 10 let zdaj, kar je naša tradicija. In hvala tudi vam in vsem vam. In seveda borbena partizanska pesem ne gre brez moje kape.
Tako, a zdaj sem da prava. Sem, ne? Pa še kitara. Takole. Pa gremo, seveda, eno za drugo, ena lepša od druge in sicer stoji tam gori partizan. Še malo gor. 1, 2, 3. A se sliši v redu? Vse. Stoji tam gori partizan, ozira se oddaljavo, trdno mu puško stiska dlan, še Če pa gremo naprej, kako je sta pesem Počiva jezero v tihoti. Počiva jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi.
trajalo tako, kot poje ta pesem. Ko v ranem jutru ptički so zapeli, naznanjali so lep poletni dan, a v mehkem senu nekdo rane celi, v borbi ranjen mlad je partizan. Ko v ranem jutru ptički so zapeli, čeprav dežuje, ampak v srcu s temi pesmimi je vedno, vedno sonce. Noč je zbežala že zgora, z gozdov je pesem vstajala, megla je odgrnila breg in skrite ognje v vas pustej. Po kočarnikah in vrteh utrip je isti v srcih.
in vsak jo ima. In svoboden je človek, ki svobode nikoli ne da. Čez hladno jutro, hite oblaki, bela čau, bela čau, bela čau, 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 vse bližje streli, povsod vojaki, mi hitimo zadnji boj. Gre za svobodo, Zagotovo ste v tej pesmi prepoznali najbolj poznano pesem nacionalno Bella Ciao. Mi smo jo za začetek zapeli v našem lepem slovenskem jeziku, kajti narodno-osvobodilna borba ni bila samo borba za svobodo, za pravice naroda, ampak za naš lep slovenski jezik, naše slovenske knjige, naše lepe slovenske pesmi. Zato smo jo sedaj zapeli v slovenskem jeziku, sledila pa bo potem proti koncu že tista original. Predno pa nadaljujemo, zdaj ko smo naša skupina, smo sedaj vsi tukaj, naj samo predstavim. Na harmoniki nas spremlja Miran Pečenik. Miran Pečenik prihaja z ene majhne istrske vasice, Gabrovice. To je tam, ko se gre proti morju, tak dolg viaduk, in tam se vidi morje in spodaj je ta majhna vasica, kjer je Miran doma z dušo in njegovo harmoniko, drugače pa polovico s Trsta, tudi Tržačan. Z nami je Sergio Pauletti na ragli, tudi iz Italije, Trsta. To je tudi
naš fotograf, tako da on tudi ujame marsikateri lep trenutek in tudi danes bo ujel, oziroma nekaj je že ujel, da bomo imeli spomin tudi na 10. obletnico našega srečanja z vami tukaj v Centru starejših občanov Fužine. To so naše cvetke. Cvet v laseh, to je Sonja, Franka in Ljubica. Imamo še eno, ki danes žal ni z nami, Zlatka, in vas lepo pozdravlja, rekla, imejte se lepo, zapojte še zame, je rekla. Naša Sonja je pa tudi pol Izolanka, pol Koprčanka. Naša Franka je v Izoli, prihaja pa z hrvaške dele Istre, blizu Poreča, je prišla v Izolo z mamo in očetom Ribičem, z morja in s čovnom so pripeljali kot 6-mesečno dojenčico. In z nami je tudi Ljubica, ki živi v Kopru, drugače pa je iz Ilirske Bistrice. In naša Zlatka, ki danes ni z nami, je pa iz Gotelce pri Ajdovščini. In imamo še enega harmonikaša, virtuoza, ki je bil kar nekaj let tukaj z nami, Marko Petelin, ki je z Krasa. Danes on dela, on je edini delavni med nami, mi smo vsi penzioneri. Mi smo vsi upokojenci, da tudi Marko je rekel, da naj vas lepo pozdravim. Tako. Smo pa razmišljali, koliko časa Miran že igra harmoniko. Ko je Miran začel igrati harmoniko, sem imela jaz 1 leto. En aplavz za Mirana. To je skoraj 64-65 let, igra harmoniko, tako da on je star pa 40 let. On bo najmež v soboto praznoval 70 let. In potem smo razmišljali, ko sem pa jaz začela igrati kitaro, našega Markota sploh še ni bilo. Kajti on je 30 let ima. Ko smo malo predstavili našo skupino, sama prepevam res že 30 let in naše lepe slovenske ljudske pesmi in seveda borbene partizanske, s katerimi pridemo tudi v vaš dom, da jih skupaj za dan zmage zapojemo. Jaz se veselim tudi nadaljevanja, kajti vem, da bomo te pesmi skupaj prepevali. Sem pa Marjetka Popovski iz Izole. Da se predstavim. No pa gremo. Temnem gozdu ob tabornem ognju, pesem tiho junaki pojo, o trpljenju slovenskega ljudstva, ki bori se za svojo svobodo. Temnem gozdu pesem tiho junaki pojo, o trpljenju slovenskega ljudstva, ki bori se za svojo svobodo. O
Zablur na planince, naše lepe slovenske ljudske pesmi in jih mladih dajmo zapet. Pa dajmo od morja na planince in sicer zaplula, zaplula je bačica moja, zaplula, zaplula je bačica moja, zaplula, zaplula je bačica moja, zaplula, zaplula je sredi morja.
naše lepe slovenske pesmi so naše bogatstvo, naš ponos in vsakič jih prav radi damo v ta repertoar, kajti to so naše pesmi. In zato pravim, pojmo jih, zato da so in da se slišijo, tako kot naše lepe partizanske. Če gremo naprej. Naše so. In jih ne damo. In so korakali po težkem zimskem snegu, gazili so do gležnjev, do kolen, do pasu so gazili zimskih časih in poleti v žgočem soncu. Za koga? Za domovino in za svobodo.
pesem, sicer ni iz narodne osvobodilne borbe, je za časa cesarja, ampak ta pesem je zavedno ostala in sicer Zlati časi, bravo, pravljica! Zlati časi,
bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, oh partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio, partigiano, che mi devi seppellire su montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire su montagna, sotto l'ombra di un vento, e le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bello è questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bandiera rossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. E viva il socialismo e la libertà. Vogliamo fabbriche, vogliamo terra, ma senza guerra, ma senza guerra. Vogliamo fabbriche, vogliamo terra, ma senza guerra. Vogliamo bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. E viva il socialismo e la libertà. 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 In kako so vprašali Janeza Krajnskega. Janez, Krajnski Janez, kam odhajaš danes? In je rekel, kaj? To smo čakali, ne? In je rekel, Janez, Krajnski Janez, kam odhajaš danes? In je rekel, kako? Gremo partizane, med nake zbrane, gremo! Janez Krajnski Janez, Janez Krajnski Janez. Janez Krajnski Janez.
zgreli. Da, bi rekla, da smo tukaj 90-letniki in več. Ne. Sama mladina. Bravo, puno energijo. Če je kaj treba, gospa Vida, boste vi danes. Prosim. Še ostale Primorska bomo, ampak bomo se najprej zahvalili v imenu stanovalcev. Ja. Najlepša hvala, tako kot običajno, kadar pridete, ste nas razveselili, razživeli, tako da se zdaj kar težko poslavljamo in upam, da še pridete. Pa vse najboljše za spomin pa tole. Najlepša hvala. Tole je drugi zbornik, torej zgodb stanovalcev, ki so doživeli vojno kot otroci. To je drugi zbornik, prvi zbornik so pisali samo naši stanovalci, zdaj v tem zborniku so pa tudi stanovalci iz večine ljubljanskih domov. To pomeni, da smo šli en korak naprej in smo povezali še ostale domove. Ideja pa je, da gremo tudi po Sloveniji v ostale domove. Spomini še živijo in da spomini nikoli ne ugasijo. Res, hvala za to in v skupnosti je moč, tako da če ste združili te moči in spomine, jih bomo z veseljem prebrali in za vsako zgodbo verjetno tudi našli krasno pesem. Tako da se vidimo naslednje leto ob letu od Slovenije. Ob letu od Slovenije. Budite dobro, mi zagotovimo. Kako? Vsako leto je bolj veselo. No, me veseli. Me veseli. In še enkrat mi vam želimo lepe dneve, vsakega posebej in se vidimo čez 365 dni. Bomo svobodci. In seveda za zaključek, pa naj bo še naša ostala Primorska, s katero se bomo tudi pozdravili in se poklonili. In hvala še enkrat tudi Matiji, kje je Matija tam, za stebrom Matija, hvala še enkrat in naj ostane 9. maj naša skupna točka. Lepo vse do takrat. Ja, na imenu vodstva doma, da si vzamete čas. Ta praznik našim stanovalcem res veliko pomeni. Se vidite v njihovih očeh, obrazih, veselju. Ja, so generacija, ki je to doživela še kot otroci in hvala, res naredite veliko stvar, ko pridete z Primorske v Ljubljano in nam polepšate te praznike. Hvala. Ja, hvala enako. Zdaj gospod pravi, da lahko pridete tudi prej, kot čez 365 dni, pa ste zelo dobrodošli pri nas. Jaz sem Barbara, pa sem eno leto, zdaj dobro leto direktorca v domu in največkrat sem slišala za vaš koncert. In kdaj pridejo, tako da sem vesela, da ste danes med nami in tako, kot je rekel gospod, ste vse leto, vse dni dobrodošli pri nas. Hvala. Nekaj čisto zanimivega, vse tako lepe pesmi so tudi za kakšne posamezne ljudi. Zame moram reči, zelo zanimivo to, ker moj oče je bil partizan, je umrl, jaz sem bil pa rojen v Bosni. In to je noter v teh pesmih veliko teh raznih pesmi je bilo tam, doma v Bosni je nekaj delo pa to in tako dalje in to je bilo, jaz sem bil rojen leta 43. Hvala. Mama je bila
Zdaj pa Strujenka, ja. No, tako. Zdaj pa pejmo za ustajenjem Primorske, malo skočimo na našo Primorsko, tako tam, kamor se bomo vrnili nazaj in ko sta rekla, z veseljem bomo prišli spet. Obljuba dela dolg. Ne? Ko bodo prišli temi, ki bomo nazaj. Pa gremo, stara Primorska.